v kavalerstvu, v copatorstvu in podobnih stvarih. Bi vam jih kar predstavil in to so Borut Bric, Igor Mikić in Isto Gartner. Zdaj pa danes bomo za spremembo pera, po celjski rečemo per, pil nekaj, ki je malo bolj zdravega, tudi kozarci so malo bolj žesten, verjamem, da vam kot moškim, ki znate stati trd, ne bojo škodali. Tako da je debata kavalerstva. Istok, kaj je kavalerstvo? Kaj je kavalerstvo? Kavalerstvo nekoč je bilo, ne, da ženski odpreš vrata, ne, zdaj pa po moje kavalerstvo, da ženski digneš krilo. Ne. Se pravi, dobivam občutek, da moški tega več ne znajo, ne, in to se mi zdi, da je pravi kavaler danes, ne, da ženski dvigne krilo. Ne. Kaj pa to pomeni, da ženski dvigne krilo? Dobesedno je dvigneš krilo, ne, a veš, da si ga ne umaže, ne. A veš, ja, da si ga ne umaže, ko gre čez lužo, ko gre čez blato in to je pravi kavaler. Ne. Dobro, kdaj pa ni več moški kavaler, pa postane copata? To je pa zdaj spet dobro vprašanje. Ne. Veš, kaj ti bom rekel? Znašli smo še v času, ko ženske ne marajo več toliko teh romantičnih, zasanjenih kavalerjev, Cary Grant stila, ne, in si takoj copata. Ne. To je zelo delikatna zadeva, ampak jaz bi še vsem rekel, da moški ne pozabijo na ta kavalerski sistem, ta old school način, in če ti reče bejba, da si zaradi tega copata, je vrst copat v glavo. Ovila, da nisi več. Se pravi, treba zmešati dobro. Tako. Nekaj takega kot tu not, ko si zmešal old school pa new school, to je to, ne, ta pizdarija zelena. Ne, ja. Top. Kakšne ženske imajo radi copate, Borut? Copate, ja. Ne mislim fizične, normalno, ampak moške. A veš, ne vem. Ja, to so v bistvu močne ženske, ki lahko manipulirajo z njimi. Ne? In to je zelo pogost pojav v današnji družbi, ko ženska začne prevzemati vlogo moškega. Jaz bom bolj skozi energije govoril. Moške, ženske energije. Imamo fine balance tu noter. Tako. In copata je tisti moški, ki pač ne stoji v svoji moči in ne čuti sebe, ne čuti svoje ženske in potem pride do tega, da izkuša ugoditi na vse načine, ampak ženska ne rabi tega, rabi nekaj drugega in ženska pa podzavestno in zavestno manipulira potem s takim moškim, ker ve, da lahko in ga v bistvu na ta način preizkuša in ga skuša postaviti v njegovo moškost. Ampak če se on tega ne zaveda, pride do te neravnotežja in copatrstva, kot se to danes imenuje. Se pravi, vsak mora delati v svoji vlogi, a ne? Je zelo dobro. V bistvu moški smo naravno bolj v moški energiji, absolutno moramo uporabljati tudi žensko in kontra. Tudi ženske morajo uporabiti kdaj svojo moško energijo, ampak se dosti bolj sproščeno čutijo, kadar so lahko žarejo v svoji ljubezni, svobodi in plešejo v življenju. Se pravi, jih moramo podpirati pri tem, da so one lahko ženske. Absolutno, to je zelo pomembno, ne? Da jih podpiramo in da one to čutijo. Ampak, veš kaj, če smem, ne, hec je v tem, da ženska se zagreje za tebe, ko si mačo, ko si jebač, ne, ko si tip. Potem te pa začne spreminjati v copato. In to je napaka žensk. Ne? Ženske, če gledate, to je napaka. Ne? Če imate jebača, puste ga, da je jebač, ne ga spreminjati v copato. To mislim, da je napaka žensk, da spreminjajo tipa v nekaj, kar in niti ne bi bilo všeč na začetku, poli pa kar naenkrat rata, da ne bi on zdaj druge gledal, da ga ne bi imeli druge preveč rade, ampak to je bullshit. Ne? A v drugi smeri pa ne gre, recimo, da moški kaj spreminjamo ženske, to pa ne. Probaš lah, ne, ampak ga už na jebo, ne. Načeloma ne gre kontra. To je, mislim, žensko spremeniti to je misija nemogoče. Ne. Lahko ona reče, da si jo pa v bistvu je ne boš, to ne deli. Ne. Pusti žensko svobodo, pusti, da je divja, da je prvinska, ne spreminjati, ker če ne si drugo najti. Ne. Zakaj bi jo mogel spreminjati to svojo? Pa je tako si najti, kot ti paše. Ne. Odlično. Igor, trditev drži, da lepe deklete ljubijo barave. To pa ja. Seveda, jaz se ne bi z Istokom strinjal, ker pravi alfa moški se ne bo pustil ženski, da ga manipulira pa kontrolira, ne? To, da smo na jasnem. Alfa moški danes izumirajo. Zakaj? Recimo jemo, mnogi tega recimo ne vejo, jemo tako GMO hrano, ne, v kateri je veliko hormonov in tako naprej. Moškim to dviguje estrogen, ženskam pa testosteron. Zato so malo pomešane zdaj te vloge. Tudi ženske so bolj šolane, kot so bile včasih, gradijo svojo kariero in prevzemajo kontrolo. Ugotovile so, da lahko s to stvarjo, marsikaj iztržijo in dobijo. Tako da moški pa pač
so softiči, pa glej, razmišlja spodnjo glavo, pa pada na to, ne. Zdaj, lahko rečemo, da so moški in ženski odnosi kompleksna zadeva. Ne? Lepo si izpostavil, se mi zdi, kar je pomembno poudariti, da danes hrana je spremenjena, na nek način vpliva, ne? Tudi jaz sem prebral nekaj na to tematiko. Se mi zdi, da je potrebno, da delamo vsak na sebi, da poskrbimo za to, da smo moški v moški zgodbi in da so ženske v ženski. Na kak način pa recimo doseže človek nek balans med kavalerstvom pa tem, da je dobra baraba, rečemo temu? Ja, temu se pa reče po balkansko šmeker, ne. Tak človek že ve, kdaj more biti alfa, kdaj pa ugoditi tudi ženski, ne. Saj ni samo to, da moraš s trdo roko pa biti nedostopen. Sam fora v tem, da ženske prebrati je nemogoče, težko jim je ugoditi, pol začnejo izkoriščati tvojo dobroto. Tako kot danes v družbi, ne, je korist, je glavna beseda družbe. Bilo kdaj meni telefon zazvoni, točno vem, da izkoristi, ni zaradi, ne vem, zato, ker bi me nekdo pogrešal. To je žalostno, ne. Se treba paziti da smo uravnovešeni, tako sem že prej rekel, da skrbimo za to, da stojimo v svoji energiji, kar je lepo Borut izpostavil, in da pazimo na, bi rekel, naš celotno okolje, da nas ne izkorišča, po drugi strani pa da spet odpeljamo svojo vlogo, tako kar je treba. Isto, omenil si, oziroma nisi še, večkrat pa verjetno. Mogoče mi bereš misli. V ženski je treba prebuditi demona. Ja. Kaj to pomeni? Lej, to pomeni, to iz prve roke ti povem, ne, mnoge ženske se delajo lepe, nedostopne, ona pa tega ne bi, ona bi pa samo misionarski položaj, pa ugasnjeno luč, ne, ampak ko prije pravi tip, ne, ko ženska zna zgrabiti, ko jo poči, razumeš, tako treba, vsaka ženska to rabi, vsaka ženska to pogreša, pa ne bo še ne vem kaka kvazi dama, kvazi nedostopna, bom rekel, ženska, ki načeloma ne upošteva nobenega, ampak če pravi tip njo zgrabijo, da na vse štiri, razumeš, jo rukne, poživalsko, ona znori in to je to bistvo, in takrat ti v njej prebudiš demona, ne, in potem ona pokaže to, kar je prava, to bistvo, esenco ženske, ne. In jaz imam primere, recimo ena ženska pri nekomu je zadržana, umirjena, pri nekomu drugemu pa ista ženska prava porno zvezda, ja, zato ker je ta drugi pravi dec in je v njej prebudil tega najnega demona, o katerem si govoril, ne. Ja. Danes govorimo o kavalirstvu, ne o seksu. Ne, čaki, kavalir mora tudi seksa dobro znati, to pa ja. Čaki mal, ne. Ne, absolutno se strinjam, da je polarnost izredno pomembna v današnjih odnosih. Če hočeš ti obdržati napetost v odnosu, tako kot si ti rekel, moraš se postaviti v zelo močno moško energijo in takrat se potem lahko ženska pride do tega, da se spremeni, kot si ti rekel, v demona, da se odpre, da je povsod. Povsod, ja. To besedo povsod, ne. Današnji moški niso več, bi rekel, tu kurbavstni, smo bili ugotovili, kar je bilo rečeno, kar so bili včasih, da nam tega manjka. A je to res? Zdaj ne vem, kaj je današnji moški, ne. Kaj pomeni neko povprečje današnjega moškega. Generalno, ne, če gledam z mojo generacijo, ne, pobov so malo bolj mehki, vsi ne pristope več baby in podobne zgodbe, ne, se pravi, nam manjka tistega, tako smo že prej to ugotovili, živalskosti. Ja, ne, to vas je zjebal internet, ne, to so vas zjebala družabna omrežja, ne, dvomi, da ima to hrana, veze, pa to vas je internet zjebal, ne. No, jaz mislim, da je tukaj zelo pomembna bila vzgoja. In mame so nas vzgajale. Emancipirane že. In mame nam niso mogle povedati, kaj pomeni biti moški, ker naši očetje so bili že v neki določeni meri copati, zdaj če to generaliziramo, zato ker to je pa prišlo do tega med vojnami pa v industrializaciji, moški so šli od družine in so mame morale prevzeti vlogo, ki jim je bila tuja, ampak so naredile najboljše, kar so znale, dale so nam ljubezen, niso nas pa znale naučiti, kaj pomeni biti moški, kako stopiti v moškost in to manjka. In zato imamo moški v današnji družbi malo bolj poudarjeno to ženstveno plat in moramo se naučiti razvijati to, kar je prej govoril Iztok, kako stopiti v moško energijo, kako spet to, kar je govoril prej, biti mogoče šmeker, ne bi ravno uporabil tega izraza, ampak bolj moški, ki ga potem ženska začuti kot moškega. Ne? In to je nek stereotip, da je tudi mačo in včasih
ta energija mačeta ni tako napačna, ne? Ampak moraš biti pa tudi na drugi strani čuteč, da lahko sploh začutiš svojo žensko. To pa moraš najprej čutiti sebe, ker če ne moreš čutiti sebe, ne moreš čutiti drugega človeka. V zadnjih 100 letih smo po mojem šli celo zgodbo od tega, da so zelo dominirali moški, pa danes potem, recimo za časa moje mame, kjer so emancipacija in ženska energija in te stvari spet zelo pospele, zdaj smo pa na točki, ko bomo mogli to zglihati, ker če ne bomo dobro funkcionirali. Se strinjam s tem. Veš, kaj sem jaz hotel reči prej, ne? Jaz pa razmišljam, ne, kolega pravi, ne, bi moral biti tak, pa tak, ne, lej, ti si takšen, kakršen si, ne. Če si ti, Se pravi, biti avtentičen. a veš, ja, če si ti mehek, romantik, ne moreš ti biti mačo, ne moreš ti biti, a veš, tako je rekel Tega Igor, se ne da naučiti, šmeker, ja. ne, ti si, kar si in najslabše je, da boš ti glumo nekaj, kar ti nisi. Ne moreš ti glumiti 20 cm, če imaš 15 cm. Lej, bo ženska to videla, ko se vsleko, ne? In če se pohecam, ampak hočem reči, bodi kar si. In si pač najdi primerno partnerko, neko, ki ima rada romantiko, ki ima rada nežnega, ki ima rada tipa, ki se zjoči ob jesenski pripovedi, ne? Na vse zadnje, zakaj pa ne, ne? S tem nič narobe, ne? Hočem reči, zakaj bi morali biti takšni pa takšni. Bodimo to, kar smo in mislim, da bo najbolj fajn, no. Se pravi, če sebe dobro spoznaš, Ja. to je prva točka, ne? Pa si avtentičen, potem prideš do tam, ko hočeš, do ta prave partnerke, do Po cele mo- zgodbe, po moje potem ni več tak 100%. problem med kavalerstvom pa med tem, da si Po partner. moje 100% je to. Ne? Želel si podati repliko na avtentičnost. Ne, se ful strinjam s tem, da moraš biti to, kar si, absolutno. Hkrati moraš pa tudi, moram razvijati sebe in vsak dan tudi sebe razvijam na vse strani in ko sebe razvijaš, potem se odnos stalno spreminja. Ker če si ti pač nežna duša, najdeš nekega partnerja na oni strani, je ta partner zmeraj tvoje ogledalo in ti daje to, da boš ti šel čim bolj v svojo širino in te tudi peljal na tisto stran malo bolj divjo. To o avtentičnosti se pa tukaj 100% strinjava. In iz te avtentičnosti potem ti lahko začneš raziskovati naprej. Ne bom nič dodal. Igor, navzven mačo v družbi, pri dekletu, pri bebi pa muca, prijazen ali Ne, znam biti tudi nežen, ja. Imam tudi poslovno plat, imam tudi privatno plat. Ampak kar bi gledalce nagovoril s tem, ne, z današnjo tematiko, biti kavalir. Če vam je punca všeč, ji to pokažite, a ne? To je glavno, da ji poveš, da zbereš pogum, prestopiš zraven, ne ji pisati prek Instagrama ali prek sporočil, povabijo nekam na proper date, ker mislim, da dejti dan danes zmenki izumirajo. A ne, dan danes mladi, ne vem, takoj grejo na Netflix in chill, prestopijo, ne vem, par pragov, peljo v kino na večerjo, kupi vrtenco. To pogrešam dan danes pri mladih, da so res kavaliri, da ne vem, odpre punci vrata. A veš, lahko je kavalir tudi na avtobusu, da jaz, ko sem bil star 15 let ali 14, ko je gospa prišla na avtobus, jaz sem prvi, ko sem vstal, pa sem rekel, izvolite gospa se usest, a ne, in se je lepo zahvalila. Dan danes, če gre kakšen dedi na avtobus, a veš, mladi ne ostanejo, ne, in to pogrešam. Se pravi, je treba dobro vedeti, kdaj biti, bi rekel mačo, pa se postaviti kot dec, pa reči, da je tako lepo, pa ti si mi všeč, kdaj pa so tiste, bi rekel, stvari, ki jih počnemo, kjer pokažemo, da smo ljudje, da smo prijazni, da znamo biti, bi rekel, da smo uravnovešeni, ne. Ja, se mi zdi, da eno tako rdečo nit lahko potegnemo, ne, ali pa nek celostni pogled bi bil to, da ko sebe dobro poznamo, pa stojimo v svoji moči, a ne, kot deci in odpeljemo vse vloge, kakor jih moramo, potem tudi dobro poskrbimo, bi rekel, za našo boljšo polovico. Ker jo prvič bolj tudi njo poznamo, stojimo tam, kjer moramo in ona lahko potem tudi dela, lahko je demon, lahko je prijazna, lahko vrača to zgodbo. Se pravi, a vseeno vi verjamete, da imamo neko vodilno vlogo v naši družbi moški, ali se pravi v smislu, dec je ta glavn pa more pelati, ali imajo ženske tudi pravico reči, da bo pa takle in podobno. To se ne bo nikoli spremenilo. Moški bo vedno ostal primarni vir pri hiši, a ne? Tako da to je ta spolna razlika se ne bo nikoli spremenila. Se pravi, mi smo že kemično Ko bojo pa punce lahko šle na stranišče, stoje, pol pa se lahko pogovarjamo, a ne?
Se pravi, mi imamo že fizično in kemijsko in energetsko predispozicije za to, da smo kapo di banda, da vodimo zgodbo in bebe po zadnjih, da nam sledijo. Čeprav sem videl zanj en izum na internetu, ki ženskam omogoča, da lulajo stoje s tako neko posebno, kako bi rekel, tisto se vino not naliva, no? Da si dol na to naštima. Ampak veš kaj bi rekel, ne? Moški dejansko samo misli, da je glavni. Ne? Madonna je mnogo let nazaj rekla Pussy rules the world. Ne? Se pravi, moški zgolj misli, da je glavni, ne? Dejansko pa, če gledaš manipulacijo žensko, ne? V videospotih, v reklamah, karkoli, lej, moški plačuje za seks, ne govorim zdaj vsi, govorim, kaj se dogaja, ne? Prostitucija, od prav zgodovine naprej, ne? Se pravi, moški stoji v vrsti, ženska zbere, ne? Tebe ne bom, tebe Moški bom, pa tebe izbere, ne bom, katero bo v ženu. To pa drži, ne? Če jo bo, ne? Se pravi, vsi odločamo. A veš, hoče je rekel, ne, moški misli, da je glavni, no? Dejansko je pa beba glavna, ne? Ampak moški si tega nočemo priznati. Se pravi, podrži ta, da za vsakim uspešnim moškim stoji še bolj uspešna ženska. In pa da bolj lahko enako, no. Aha. Se pravi, smo... Ali pa ženska, ki rada komandira. Da ga ima na... Tudi lahko, ne. Ja. Ampak glej, ženske so glavne, ne. Ampak, kaj pa hec? Mnoge se pa tega ne zavedajo, ne. Tu pa pol moški zmagamo, ne. Ja. Ne vejo, ne. Se pravi, navzven se mi znamo postaviti, pa reči tesni kapo di banda, Tako. v resnici pa doma je pa potem tista ta glavna zgodba, 3 stebrov spet, če to zmeri drži, drži to. Meni se zdijo taki odnosi, pač, v katerih zdaj živimo, ja, so, to je realnost, ampak se mi zdijo nezdravi in ženske manipulirajo s spolnostjo, moški z močjo in bogastvom. In v bistvu potem se igramo neko igro, namesto da bi se začeli na nek drugačen način komunicirati, pogovarjati in vzpostavljati odnos na enih čisto drugačnih temeljih. Se pravi, naslednji korak bi bil, da vsak spozna svojo vlogo zelo dobro, glede na to, da smo prej rekli, da so zgodovino so imeli vse, od tega, da so bile ženske ta glavne, od tega, da so moški preveč dominirali. Ko vsak odfura svojo zgodbo tako, kar more, pol štima, pol kličemo demone, smo v energiji, pa lahko špilamo tudi, bi rekel, mačeta, pa pokažemo svojo zgodbo. Jaz bi iz tega vam potegnil kot zaključek to, da je pomemben, tako sem že večkrat poudaril, da najprej sebe dobro spoznamo, da vemo, v kakem okolju se nahajamo in da potem tudi skrbimo za to, da s tistim, katerim prijemo v stik, ne glede na to, smo to moški, ali smo ženske, bi rekel, postavimo na pravo mesto. Tako da ja, to bi bil moj take away. Zanimivo je to, kaj je zelo veliko pogledov na to. Eni se strinjamo bolj s tem, da moraš se postaviti, pokazati, drugi je malo bolj miren, ampak všeč mi je bil isto, kot je na svetu, da ko si, bi rekel, sam postavljen, ko si sam na svojem mestu, pa sebe dobro veš, lahko tudi, bi rekel, vse lepe in kakršnekoli lastnosti hočeš, potegneš pač ven iz dekleta. Dobro si zapomnil.